Ki je bil hud film. Huda Bruce Lee trenerka, minus 50%. Hudo. Ne, čakaj malo. A oni vohunijo? Ne moram se odločiti. Živim, profesor dr. Boštjan Batagel bo gotovo vedel. Konc koncev ima črn pas iz informacijsko-komunikacijskih tehnologij, profesor. Jože del Batera. Pozdravljen, Jože, kaj bo dobrega? Nekaj me matra v zvezi s tako imenovanimi big data, saj se tako reče. Povej, kaj te muči glede teh masovnih podatkov oziroma, kot jim tudi pravijo, velepodatkov, obsežni podatki ali množični podatki? Po svojem je všeč, da mi v glasi berejo misli, ampak me pa tudi moti, da imajo vse moje podatke. Glej, te masovni podatki so sodobna nafta, surovina za vsa informacijsko-komunikacijska podjetja. Še nikoli do zdaj jih ni bilo tako enostavno zbirati kot zdaj. Ob prehodu iz analogne v digitalno tehnologijo njihovo število je dobesedno eksplodiralo. Zdaj, ko imamo več naprav in več aplikacij, v katere smo tudi prijavljeni z istim računom, se ti podatki med seboj povezujejo in nekako potem algoritmi pridejo do nekih zaključkov. Mislim, da je v tvojem primeru se zgodilo to, da je eden od tvojih prijateljev kupil tako trenirko in algoritem sklepa glede na tvojo starost in glede na tvojo športno aktivnost, da bi jo imel tudi ti. Zanimivo. Ja, ko govorimo o teh masovnih podatkih, se moramo zavedati, da mora biti varnost osebnih podatkov potrošnikov na prvem mestu. Ker se Evropska unija zaveda možnosti, številnih možnosti, tudi škodljivega izkoriščanja množičnih podatkov v komercialne ali politične namene, kar lahko omogoča manipulacijo z uporabniki, so uvedli sveženj reform za delo s temi podatki, ki uporabnika pravno ščitijo. Zdaj, poleg tega enotnega, močnega in celovitega sklopa predpisov za varstvo osebnih podatkov, pa je pomemben tudi razvoj. Z inženirskega stališča je pomembno, da razvijamo take tehnologije in storitve, kjer je varnost osebnih podatkov že vgrajena v rešitve in naprave in ne more priti do zlorabe. Zakaj pa rabimo vse te podatke? Kaj imam jaz od tega? Glej, masovni podatki ponujajo priložnost na številnih področjih. Naprimer v zdravstvu, raba masovnih podatkov iz celotne populacije, izboljša diagnoze, zdravljenja, potem v prometu. Podatki pridobljeni s pomočjo globalnih navigacijskih sistemov omogočajo manj zastojev na cestah, manj emisij izpušnih plinov. Pri naravnih katastrofah, kot so potresi, požari, omogočajo hitrejše reševanje in omejevanje posledic. V kmetijstvu, na primer, bolj smotrno uporabljamo vodo za namakanje, omejujemo bolezni na posevkih. Države lahko z masovnimi podatki povečajo učinkovitost javnih storitev, prilagajajo storitve potrebam državljanov in izboljšajo preglednost. Praktično na vseh področjih lahko uporabljamo masovne podatke. Kaj pa varovanje podatkov? Kje smo v Evropski uniji s tem v primerjavi s preostalim svetom? Ja, ljudje so glede tega zaskrbljeni, ampak Evropska unija ima najvišje standarde za varstvo podatkov na svetu. S tem spodbuja zaupanje potrošnikov, kar lahko privede do večje gospodarske rasti, več inovacij na vseh področjih in večje globalne konkurenčnosti Evropske unije. Pri tem pa se je treba zavedati, da samo povezana Evropska unija lahko konkurira velikim političnim in ekonomskim centrom, ki trenutno dominirajo na področju masovnih podatkov. Torej, veliki podatki so nujni za razvoj. Absolutno. In ker smo v EU, se nam ni treba tako zelo bati za zlorabo le-teh. Točno tako. Odlično. Hvala, gospod profesor. Z veseljem. Adijo.